Dober dan, dobrodošli nazaj po dolgem cajtu na mojem kanalu. Zdaj, kot vidite, v ozadju smo v novem studiu, oziroma jaz sem v novem studiu. Teda se opravičujem že vnaprej zdaj za teti video, pa za ene par videov. Upam, da ne bo kaj narobe z zvokom, pa za svetlobo pač ok, sem probal nekaj naštimati. Bomo to nagruntali pol sproti, ampak glede na to, da to ni toliko važno, kot pa sama vsebina, se mi zdi, da je bolj pomembno, da dam nov podcast ven, ko pa da se tule zdaj z svetlobo pa z zvokom ukvarjam. Jaz samo upam, da se bo v redu čulo, pa da se ne bo kamera premikala, tako se je v starem studiu včasih. Ok, pa gremo na podcast. V tem podcastu danes se bomo posvetili enemu mineralu, pogledali bomo biokemijo, pa kaj teti mineral povzroča, zakaj je pomemben, ali se ga splača dodajati, ali se ga ne splača dodajati, ali ima kakšne negativne posledice oziroma kakšne so pozitivne posledice dodajanja. In sicer govorili bomo o železu. Potem pa čisto na koncu povedal še, kako jaz železo uporabljam, kdaj ga uporabljam, zakaj, pa dal par smernic, če se kdo od vas odloči uporabljati železo kot dopolnilo, kjer železo mogoče jaz priporočam, pa na kak način bi ga jaz priporočal za določeno populacijo. Ok, zdaj pa tako sem prej rekel, malo nekaj si bomo pogledali o biokemiji železa, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to pomembno. Zdaj ne bomo se spuščali v neke ful podrobnosti, ampak se mi zdi pomembno, da na začetku povemo malo nekaj, samo tako, da bolj razumemo pol celotno sliko, zakaj se jemlje, tako se jemlje. Zdaj, železo je mineral, ko bo v bistvu reguliral kar ene par stvari v našem telesu iz vidika biokemije. Ampak največ ljudi bi po moje, ko bi jih vprašal, zakaj se železo v telesu uporablja oziroma zakaj ga telo uporablja, bi rekli za energijo oziroma za prenos kisika do celic. In dejansko je to verjetno njegova glavna naloga. In sicer, da prenese kisik iz pljuč, ko se absorbira v krvni obtok, do celice, kjer ga pol tam odloži in ga lahko celica pač ta kisik uporabi za proizvodnjo energije oziroma za druge celične procese. To pa zaradi tega, ker je železo v bistvu ful pomembna komponenta hemoglobina. Hemoglobin pa se nahaja v rdečih krvničkah, rdeče krvničke pa v bistvu tovorijo kisik s pomočjo železa po naši krvi do celic. Eritrociti nastajajo v kostnem mozgu. To se dogaja skozi. In zdaj, ko eritrocit nastane, ena izmed komponent eritrocita je hemoglobin. Hemoglobin ima pa 4 mesta, na katera se lahko železo pol veže. In zdaj tja, ko se železo veže, tja se bo lahko vezal tudi kisik, zato ker se kisik veže na železo. To pomeni, da bo pol prenos kisika sploh po krvi mogoč. Zdaj, večina zalog našega železa se bo nahajala v rdečih krvničkah oziroma v eritrocitih, ima pa telo tudi neke druge zaloge in to gledamo s pomočjo feretina oziroma feretin prikazuje zaloge železa v našem telesu. Zato sta na primer eritrociti pa feretin ful dobra markerja za pregled statusa železa v telesu. Če se odločimo za krvno analizo in kako pogledati železo, sta teda dva markerja glavna, ki bi jih jaz priporočal, da se data na paleto testov. In zdaj, ko smo glih pri krvnih markerjih, bi rad tule povedal eno ful zanimivo zadevo. Po navadi, ko se gleda status železa v telesu, se pogleda ali količina železa v telesu, če smo malo bolj taki, ko nas zanima kontekst, pogledamo še feretin. Ampak zdaj, železo pa feretin lahko prikazujeta mogoče malo pokvarjeno sliko, če se zgodi v telesu razraščanje bakterij. In kje je v bistvu problem? Zdaj, črevesne bakterije določene, oziroma kar večina, v našem telesu za rast potrebujejo železo, oziroma železo je ena glavna komponenta. In zdaj, če telo dobavlja železo bakterijam, se bo tista bakterija v črevesju razrasla in bo povzročala negativne posledice. In telo je pač pametno in reče, ok, bom jaz zdaj znižal železo v krvi, v obtoku, zaradi tega, da se tista bakterija ne bo mogla razraščati. In zdaj, če mi pogledamo krvni marker, kot je na primer železo, pa na krvni sliki pol vidimo, ok, železo je nizko, v redu, bomo mi zdaj suplementirali železo, zato da se bo železo v obtoku dvignalo. Ampak, pozabimo pa, da smo s tem ignorirali naravni mehanizem telesa, da bo on znižal železo, da bo tisto bakterijo odstranil, oziroma da se ne bo mogla razraščati. Se pravi, mi dodamo pol železo, ker pogledamo krvni marker samo železo, dodamo železo kot dopolnilo in v bistvu omogočamo bakteriji, da se še dodatno razrašča. Zato je vedno, ko gledamo status železa, oziroma ko nas zanima status železa v krvi v našem telesu, je pametno pogledati te naslednje zdaj 4 markerje. Železo, tu bomo videli, koliko je železa v telesu oziroma v obtoku. Pol pogledamo feretin, s feretinom bomo videli, koliko je železa v zalogah,
zaradi tega, ker lahko vidimo, če je železo nizko, pa ga je ful veliko v zalogah, potem vidimo, da telo na nek način oziroma zaradi neke stvari on ohranja železo v zalogah in ga ne spusti ven. Pol je fajn, če pogledamo še hemoglobin, pa fajn je, če pogledamo še TIBC, ki pa nam v bistvu kaže, kako učinkovito se železo v našem telesu veže na kisik oziroma na hemoglobin. Ok, gremo naprej, zaradi tega, da nam že v prvem podcastu začel z nakladanjem. Poznamo dve oblike železa in to sta hem železo in nehem železo. Zdaj, hem železo najdemo predvsem oziroma izključno bolj kot ne v živalskih izdelkih, nehem verzijo železa najdemo pa v rastlinskih izdelkih, pa če pogledamo, 99% dopolnil bo imelo nehem železo in vse, ki imaš, naprimer, ko imaš kosmiče, ki so obogatene z železom, je v 90 oziroma v 99% je to nehem verzija železa. In zdaj, v čem se najbolj razlikujeta te dve oblike železa? To je v absorpciji v naša tkiva oziroma v hemoglobin pa nasploh pol v celice. Seveda ima živalska verzija prednost, se pravi hem železo ima prednost. No in v čem se zdaj najbolj razlikujeta te dve verzije železa? V absorpciji. Hem železo, se pravi živalska verzija železa, se absorbira minimalno tam 15% pa do 35% vsega vnešenega hem železa, medtem ko rastlinska verzija oziroma verzije, ki so dodane v prehranska dopolnila oziroma v te ojačane ovsene kosmiče oziroma karkoli pač, se absorbira tam 2%, pa maksimalno do 20% se je pokazalo v študiji, kakor sem jaz zasledil iz vseh pregledov, je bila največja številka 20%. Ok, in kak je dnevni priporočen vnos? Zdaj, tu pri železu, tako pri vseh prehranskih dopolnilih ali pa nasploh tudi pri hrani, je potrebno pa še bolj povedati, da je zelo važen kontekst. Vnos železa se bo močno razlikoval od starosti, od spola, od obdobja, v katerem je tisti človek. Se pravi, močna variacija je med nekim 18 do 20-letnim fantom, ko pa pri eni ženski, ki ima hude menstruacije, ali pa pri nosečkah. Nosečke, na primer, imajo najvišje potrebe po vnosu železa. Ok, zdaj se bo tule na desni ali pa na levi pokazala ena slika, kjer bo za vsako teto populacijo priporočena dnevna doza, zaradi tega, ker je preveč različnih kontekstov, pa da se ne zdaj tule zgubljam. Teda mi gremo kar naprej. In kaj, tu zdaj treba nasloviti, je pa po mojem mnenju vprašanje, a vnašamo dovolj železa? Načeloma, kakor vidim, večina prehranskih svetovalcev, nutricionistov, je mnenja, da če jemo dost raznoliko in da če ne jemo zdaj v nekem ful kroničnem deficitu, da načeloma bi lahko, bo večina populacije vnesla zadost železa na dnevni ravni. Ampak a je to dejansko res? Zdaj, ko se pogledajo raziskave, neke metaanalize na populacijah ali pa neke opazovalne študije tudi, se kaže, da načeloma neka splošna populacija, splošna populacija pomeni, da ne zadosti gibanju na tedenski ravni, da nima nekih posebnih ciljev iz vidika performansa, da bi pač bila sposobna, ne vem, iti na golovc, brez da bi še 80krat vmes ustavila. Pač splošna populacija, ki bolj sam živi iz dneva v dan. Tista populacija načeloma se kaže, da ima dejansko dovolj železa v prehrani in da z suplementacijo železa pač nima potreb. Ampak, kakor se pa osredotočimo na dojenčke, na neke mladostnike, na malo bolj aktivne posameznike, malo bolj aktivni posamezniki pomeni, da 3krat na teden trenira. Na nosečke, tako sem prej omenil, na punce oziroma ženske, ki imajo menstruacijo, kjer hudo bolj krvavijo, na športnice, na športnike, tam se pa dejansko kaže na populacijskem nivoju, da ljudje ne dosegajo zadostne količine železa. In zdaj tudi med temi vsemi populacijami se močno razlikuje pomanjkanje. Na primer, kakor vem, iz glave pri mladostnikih je bilo tek 15% pomanjkanje, medtem ko pri nosečkah je bilo v 65% pomanjkanje. Teda tu bom pa delil študije v Patreon skupino, pa če bo koga zanimalo, ali ne mi pišejo zasebno, ali pa vsi, ko so v Patreon skupini, bojo pač lahko pregledali, da se zdaj spet ne zgubljam. Če bo kakšna slika oziroma grafika, bom pa delil tule, da boste videli malo, kako se razlikuje pomanjkanje oziroma kakšna je incidenca pomanjkanja železa. Ok, in zdaj si pa lahko pogledamo, kakšne ima sploh posledice pomanjkanje železa na naš sistem. Če si pogledamo WHO statistiko, se kaže, da je pomanjkanje železa zdaj ful povezano z vnosom procesirane hrane, zato ker bolj procesirana, ko je hrana, manj imaš načeloma železa, še posebej, če je tvoja baza tvojega prehranskega plana sestavlja neka procesirana hrana. In pa nasploh je pomanjkanje železa povezano z slabimi oziroma z manj optimalnimi vzorci hranjenja. In statistika od WHO-ja kaže, da je približno
1,7 milijarde anemije povezano z pomanjkanjem železa, kar pa v bistvu ni več tako malo. Ok, in zdaj tule imamo simptomatiko pomanjkanja železa, ful je enih različnih stvari. Prva stvar je, poznalo se bo na energiji. Druga stvar, poznalo se bo na regeneraciji po treningih. Tretja stvar, poznalo se bo na imunskemu sistemu. Ponovno pa še tule bledo kožo, zadihanost pri lažjih fizičnih naprezanjih, višanje srčne frekvence v mirovanju, kar pomeni, da mora srce več delati za čisto bazalne potrebe, glavoboli so pogosti, piskanje, nabijanje v ušesih, pa nasploh neka centralna oziroma tudi pač lokalna utrujenost. To vse je simptomatika oziroma so simptomi pomanjkanja železa. In iz tega se dobro vidi, da bo pomanjkanje železa, tudi če je minimalno 10%, pa če je kronično, bo vplivalo na kvaliteto življenja. Ok, in zdaj na drugi strani si pa lahko pogledamo, kaj pomeni, če zadostimo vnosu železa oziroma če povišamo naš vnos železa, ko smo enkrat v pomanjkanju. Tu se pa kaže, da, tako smo rekli, vpliva na boljši imunski sistem, izboljša lahko kvaliteto spanca, zniža utrujenost med fizičnimi napori, izboljša dolgotrajne napore, športni performance izboljša nasploh, izboljša kognicijo, pa še je naštetih milijon stvari. In glavna stvar bo tule verjetno prenos kisika do celic. No, in zdaj še eno pomembno vprašanje, po mojem mnenju, in sicer, a lahko z vnosom železa pretiravamo? Zaradi tega, ker veliko kdo se boji, da kao, če preveč železa zaužiješ, da boš v bistvu uničil svoje celice. To imajo na primer vegani pa vegetarijanci ful. Ja, jem železo, se pravi železo živalskega izvora, bo tam povzročalo neke pizdarije v telesu, ker v bistvu oksidira, ker rjavi, ne vem kaj še vse imajo za razloge. Zdaj pa, če si pa pogledamo študije, pa lahko dejansko zaključimo z nekimi objektivnimi zaključki, kaj dejansko pomeni se predozirati z železom in kakšne so posledice predoziranja z železom. Kolikor vidimo iz raziskav, pa nasploh iz opazovanih študij, se vidi, da predoziranje z železom ni pogosto oziroma je zelo redko, predvsem zaradi tega, ker je železo tak mineral, ko ga telo zna dobro procesirati, pa po drugi strani tudi zaradi tega, ker je ful odvisno od tega, kako deluje tvoj gastrointestinalni trakt. Zdaj, načeloma, če imaš kolikor toliko ok prebavo nasploh, da nimaš neke negativne simptomatike kronično oziroma da se pač pojavlja vsak dan, pol boš tudi železo lahko čisto normalno absorbiral. Če pa se že kaže, se pa kaže, da je v bistvu največ predoziranja z železom pri otrocih, predvsem zaradi tega, ker jim starši dajo neke svoje vitamine, oziroma otroci pridejo do tistih vitaminov, pa jih pol zaužijejo in dobijo pol ful previsoko dozo železa glede na njihovo starost. Tako prej, ko sem delil, kak je priporočen vnos železa, lahko greste nazaj na ono sliko in se vidi, da je vnos za otroke veliko manjši, kot pa za, na primer, za starejše osebe oziroma za starše, in tam se pa lahko zgodi itak normalno neko predoziranje. Ampak spet, kakor se kaže tudi pri otrocih, ki se predozirajo, se bolj kot ne kaže to v neki gastrointestinalni stiski, ali da ima drisko, ali pa mogoče najhujša stvar, ko sem jo zasledil, je neko bruhanje. Pa potrebno je seveda še omeniti mogoče, po mojem mnenju, še najhujši stranski učinek je pa dejansko nekroza jetrnega tkiva. Nekroza pomeni odmeranje jetrnega tkiva. Ampak ne se ustrašiti, to zdaj ni, če boš ti pa pojedel 20% več železa, ko bi ga pa mogel. To se zgodi pri dozah, ki so, mislim, 25 mg na kilogram. Se pravi, to so doze od 1200 mg dalje dnevno, če bi to jemal, bi lahko prišlo do odmeranja jetrnega tkiva. Ampak da damo v perspektivo, ponavadi imajo prehranska dopolnila doze tam od 5 pa do 25 mg na dozo. Se pravi, bi mogel spiti celo železo, celo dopolnilo železa, da bi dosegel dozo, ko bi bilo zdaj, ok, če par dni zdaj to ješ, bo pa ti mogoče začela jetra odmerati. Se pravi, zaključek je, da z železom predoziramo vse zelo težko. Delim tule še samo eno slikico, in sicer zgornji vnos železa na dnevni ravni, ki je še varen za določeno populacijo. Ok, zdaj pa, kako do zadostnega vnosa železa? A ga lahko dobimo s hrano, ali ga je potrebno dodajati? Tako sem že prej omenil, se potreba po železu močno razlikuje glede na populacijo, glede na starost, glede na spol, glede na obdobje, v katerem je tista populacija, smo že prej omenili. In zdaj to tudi pomeni, da bo za ene ful lažje dobiti dosti železa iz prehrane, samo iz prave hrane, medtem ko drugi bojo mogoče malo profitirali s tem, če bojo se odločili železo tudi jemati kot neko dopolnilo, zaradi tega, ker so njihove potrebe toliko velike, da bi mogli toliko več hrane pojesti,
da bi bilo pol že težko tisto hrano jesti in bi se mogoče mogli malo siliti. Moje mnenje je, da se ga iz hrane brez problema da dobiti zadost, če ješ raznoliko. Zdaj, kakor se gremo neke malo bolj ekstremne zadeve, tako je na primer intermittent fasting, ali pa ketonska dieta, ali pa high carb dieta, ali pa veganstvo oziroma veganizem. Tam sploh ni vprašanja, veganstvo in veganizem more dopolnjevati z železom. Zelo priporočljivo, če se le da z neko obliko, ki se močno absorbira. In to bom tudi povedal, kje je na koncu, lahko jo vidite celo na mizici zdaj zraven, ampak o tem bomo pol. V glavnem, vegani pa vegetarijanci, prosim, suplementirajte železo, medtem ko druge populacije načeloma ni potrebno, če smo neki povprečni posamezniki. Zdaj, iz prehrane načeloma se ga da dobiti čisto zadosti, kot sem rekel. Tule bom delil seznam ali pa tule bom videl. V glavnem, rdeče meso je najbolj bogato, pol imamo zadaj morsko hrano, pol imamo belo meso. Zdaj pa, to so zdaj najbolj bogati viri, ko smo jih našteli, plus najboljšo absorpcijo ima. Se pravi, če ima 100 gramov govedine, zdaj govorim na pamet, 60 mg železa, se bo od tega absorbiralo med 15 pa 35% tistega železa, ko ga vsebuje. Plus bolj se bo absorbiralo, ko ne jem železo. Pol imamo pa še neke rastlinske vire železa, kjer pa, na primer, dobri so kosmiči, ko so ojačani z železom, oziroma kjer je železo pa vitamini dodani. Pol imamo beli fižol, špinača je zelo dober vir železa iz vidika količine železa na 100 gramov, ampak se zelo slabo absorbira. V špinači mislim, da je absorpcija glih tam 3%. Se pravi, če poješ tako količino špinače, da ima, se pravi, rečemo 35 mg železa, se bo od tega absorbiralo 6 mg železa. Medtem ko na dnevni ravni je priporočena doza, ne vem, za neko splošno populacijo tam 30 mg. Se pravi, bi mogel pojesti 1 kilo špinače, da bi dobil do železa, ampak pol tule nastane problem, zaradi tega, ker špinača zna pol povzročati razne zadeve z prebavnim traktom in tule pol pride una kalkulacija cost benefit, malo manj špinače, malo več dopolnila, ali pa enostavno meso pojesti. Ok, in zdaj smo pri skoraj najpomembnejšem vprašanju tega podcasta. A se splača suplementirati železo? Kratek odgovor bi bil ja, in verjetno tudi za večino bi to veljalo. Ampak še vsem smo tu zato, da nakladamo in bom podal tudi daljši odgovor. Daljši odgovor pa bo odvisno od konteksta. Zaradi tega, ker kakor se zdaj po večini raziskav kaže, ki pregledujejo to, pač, a imamo dovolj železa ali ne, je tam 50% populacije dosti železa vnese, 50% populacije ne. Razlogov za to je milijon, tako smo prej videli. Lahko je, da ti gastrointestinalni sistem ne dela čist, ok, da imaš neke probleme. Lahko je, da si vegan oziroma vegetarijanec. Lahko je, da imaš ful osiromašen plan prehrane, zaradi tega, ker ješ bolj procesirano hrano. Lahko, da imaš neke čudne prehranske vzorce, ki ti onemogočajo zadostno železa. Lahko, da si v nekem obdobju, kjer je potreba po železu višja. Se pravi, razlogov je milijon. Ampak kaže se, da je tam 50% populacije približno hodi okoli z pomanjkanjem železa. Zdaj, moje mnenje je tako, da bi še vedno probal v prvi vrsti poskrbeti za 80% vnos železa, če ne kar 100% iz prehrane, ampak ne bi se pa zdaj silo s hrano, sam zaradi tega, da dobim do železa, ampak bi enostavno pač dodajal dopolnilo, tako da si v planu prehrane olajšam vnos železa. Ok, in zdaj prva populacija, kateri bi priporočil jemanje železa kot dopolnila, so vegani pa vegetarijanci. Vzgor sem že povedal zakaj, oziroma prej sem že povedal zakaj. Naslednja populacija bojo nosečke. To je v prvi vrsti zaradi tega, ker sem prej tudi omenil, da nosečke so v bistvu populacija, ki rabi največji vnos železa na dnevni ravni. Zdaj spet, še posebej zdaj, ko smo nosečke, ko moramo še malo bolj paziti, kaj jemo pa kaj dajemo v sebe, seveda se posvetujte z zdravnikom, koliko železa, če sploh železo potrebujete, ko se naredi krvna analiza, ampak večini nosečk jaz mislim, da bo dopolnjevanje železa pomagalo. Pol naslednja populacija ste spet ženske, in sicer tiste, ko imate menstruacijo oziroma tiste, ko imate močnejšo menstruacijo iz vidika krvavitev. Zdaj, kakor se jaz, oziroma iz moje prakse kaže, ko sodelujem z ženskami pa s puncami, imajo zdaj tudi protokol najrajši. 2 do 3 dni pred menstruacijo, še posebej, če je cikel reden, to ful lažje narediš, začnejo suplementirati z železom in pol suplementirajo železo, se pravi 2 do 3 dni prej, celotno menstruacijo in pol še 2 do 3 dni po menstruaciji.
in dejansko zniža simptomatiko utrujenosti, pa to, ko pride lahko od izgube velikih količin krvi. In pač večina, ko je to začela, ko je naredila en cikel čez, je pol to se odločila za vsak cikel naprej delati, zato ker so dejansko videli, da jim pomaga. In pol je še zadnja skupina, ki bi mogoče jaz tule zdaj priporočal suplementacijo že kar iz prve, to so pa športniki, oziroma še posebej športnice, še posebej tiste športnice, ko imate menstruacijo, oziroma spet, ko imate močno menstruacijo. Tu zdaj za zanimivost, spet pomanjkanje železa je ful različnih vzrokov, ampak eden izmed vzrokov, ko na primer je tak, ko ga bi lahko dali med bolj glavne vzroke, se imenuje amenoreja atletika. To je v bistvu vrsta amenoreje, ki se pojavi pri športnikih oziroma športnicah. Zdaj, teda amenoreja je pri populaciji tam se giblje v 13%, medtem ko pri športnikih in športnicah 15 do 30%. Pa bolj proti zgornjemu procentu so ženske, bolj proti spodnjemu procentu so moški. Tako da pri športnicah in športnicah je mogoče isto pomembno kot pri nekih nosečkah, da si pogledajo, koliko železa imajo, glede na njihov prehrambeni plan in pol se odločijo za suplementacijo določenih količin, ki so pač za njih primerne. Je pa tudi potrebno povedati, če tu, ko smo glih omenili športnike pa športnice, da se potreba po železu med vadbo poviša, še posebej se poviša pri višje intenzivnih športih oziroma pri dalj trajajočih športih. Teda v športih bi jaz vsekakor premislil z dodajanjem železa. No in zdaj smo prišli čisto na konec in sicer, kakšna je moja taktika z železom oziroma z dopolnjevanjem železa. Prva stvar, ko jo moram tule omeniti, je, da jaz na dnevni ravni zaužijem zadosti železa, da pokrijem svoje potrebe. Tudi, ko grem delati krvno analizo, se kaže, da je tako v obtoku dosti železa, dosti hemoglobina oziroma je dosti kvaliteten in pa tudi v zalogah je železa toliko, ko ga mora biti. Plus, tako sem prej omenil še TIBC marker, ki kaže vezavo, tudi TS marker je v optimalnih rangeih, teda se tudi vezava železa v mojem telesu dogaja, tako je treba. In zdaj na podlagi tega, moram spet tule takoj na začetku omeniti, da raziskave kažejo, po mojem mnenju, da ko imamo zadosten vnos železa iz prehrane in nivojev železa pol v krvi, načeloma dopolnjevanje z železom nima nekih signifikantnih učinkov pol tudi na performance ali pa karkoli, kar sem prej omenil, da lahko železo naredi. Ampak sem pa še vedno mnenja in malo tudi čutim, zdaj lahko da je placebo, seveda tudi sprejmem, da v obdobju taperinga, se pravi 14 dni pred tekmo, dodajanje železa vsak dan 20 mg pomaga pri in recoveryju in pol nasploh pri performancu. Plus, da raziskave kažejo, da se tam v 7 do 10 dni traja, da se tudi v krvi poviša zaloga in v obtoku železo, teda je glih 14 dni pred tekmo je glih super, po mojem mnenju, za dopolnjevanje z železom. In katero železo uporabljam? Totole železo uporabljam. Zdaj ne vem, če se bo to na kameri videlo. Floravital železo od dr. Gorkiča. Zdaj, totole železo uporabljam, zdaj sem ga uporabljal že za 3 špartance in se mi zdi, da je naredilo malo razlike. Zdaj pri performancu ne morem govoriti zaradi tega, ker je vsaka proga drugačna, ampak lahko pa govorim pri recoveryju in predvsem pri spanju tiste zadnje 14 dni, ker je edina sprememba, ko sem jo uvedel v svoj plan zadnje 3 tekme, je zdaj to dopolnilo z železom. Mi je pa njihovo dopolnilo ful všeč zaradi tega, ker je oblika železa je feroglukonat in je v bistvu ena verzija železa, ki je v bistvu sol in že sam zaradi tega, ker je ta oblika železa, se pravi feroglukonat, se poviša absorpcija. Raziskave kažejo, da je tam povprečna absorpcija nekje 17% zaužitega železa se bo absorbiralo. Po drugi strani mi je pa všeč tudi to, da so že v dopolnilo dodali tudi vitamin C in pa B vitamine, kar pa se kaže, oziroma je skoraj neizpodbitno, da vitamin C in B vitamini povečajo absorpcijo. Se pravi, osnovna absorpcija feroglukonata je tam okoli 17% in pol dodatno se še absorpcija poveča s pomočjo C vitamina in B vitaminov. Pa še zadnja stvar, ki je meni ful pomembna pri vseh dopolnilih, ko jih pač jemljem, je pa okus. Zdaj, ne bom ful kompliciral, če bi zdaj jedel neko ugabno dopolnilo, tako je na primer magnezijev bisglicinat v prahu, ampak še vseeno se pa ne bom zdaj silil, če se le da, ne. In zdaj, okus tega železa je pa dejansko ful dober. Sicer malo se še okusi bakren okus v ustih, ampak ne rabim ga niti splahovati z vodo, zaradi tega, ker je pač so nekot naredili, da ima kakor to ok okus. Sem pa pil železa že, ko sem mogel ob železu spiti še vitamin C raztopljen v vodi, zaradi tega, da je spravilo okus po bakru oziroma po železu iz mojega goltanca.
Se pravi, tako kot sem prej rekel, z suplementacijo tega železa začnem 14 dni pred tekmo, suplementiram 20 mg na dan. Zdaj to je ful fajn zaradi tega, ker imate to železo tako merico zraven, ki je 10, 15, 20, 25 pa 30 ml. Odzadaj so napisane doze, se pravi, na primer, na 20 ml dozo dobiš 18 mg železa. In pol točno vem, koliko moram zaužiti, zato da dobim tisto mero, ko jo jaz hočem. Zdaj, protokol lahko načeloma uporabite športniki še posebej pred tekmami, ampak bi priporočil, da si greste sami stestirati svoje nivoje v krvi in pol na podlagi tega suplementirate, če je to sploh potrebno. No in to je to, prišli smo do konca prvega podcasta v novem studiu. Jaz upam, da ni bilo preveč nakladanja, sicer tema je ful bolj kompleksna, ko sem jo jaz zdaj na tem podcastu naredil. Probal sem, da ne bi preveč nakladal, da ne bi bilo preveč kompleksno, pa da bi lahko približno vlekli neke zaključke iz tega. Hvala še enkrat dr. Gorkiču za support, za tudi podcast, za tekme, pa za vrhunsko prehransko dopolnilo. Če koga zanimajo še drugi izdelki, ko jih ponujajo, bom dalil njihov link v opisu tega videa, da si lahko gre vsak tja pogledati. To je to. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!